Zadnja tekma jeseni je potekala v Kopru, domača ekipa je pričakala drugo uvrščeno ekipo Maribor, ki je imel veliko priložnost. Olimpija namreč izgubila dan pred tem v Krškem in Maribor bi zmago zaostajal le še 3 točke za vodilno Olimpijo. Prva akcija pa podaji Stojanovića je Kapha pred vrati streljal nekoliko mimo vrat. V 12. minuti še ena priložnost za vijoličaste, Tavares je meril z razdalje, Kahlina pa na pravem mestu. Vendarle pa kmalu tudi prvi gol za Mariborčane. Stojanović je podal pred vrata in tole je bil skorajda avtogol. Bajde pa je žogo pospravil mrežo za 0:1. Dober začetek za vijolice in Koper se je znašel v rezultatskem zaostanku. Prva tekma letos končana z zmago Kopra, druga pa z visoko zmago Mariborčanov, takrat v Ljudskem vrtu kar 4:0 za vijoličaste. Še napad za Maribor in podaja pred vrata. Ibrahimi je dosegel gol, ki je bil razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Nekoliko prehiter je bil Makedonec Agim Ibrahimi in gol je bil tokrat upravičeno tudi razveljavljen. Še ena akcija za Maribor. V zadnjih 15 minutah prvega polčasa je bila gostujoča ekipa veliko boljša. Kahlina je takole storil veliko napako, Ibrahimi pa je kaznoval napako koprskega vratarja za povišanje prednosti na 0:2. Gol v mreži Kopra, Ibrahimi pa je tokrat dosegel še en zadetek po tem le izjemno lepem voleju. Nova akcija za gostujoče nogometaše, to je bila fantastična poteza in sam pred vrati se je znašel Salalih. Filipović je podal tole lepo globinsko žogo, Salalih pa je povišal na 0:3 in kronal odlično igro Maribora v tem prvem polčasu. Še enkrat je Salalih pregraval in zadev še tretjič v koprsko mrežo in hkrati skorajda že odločil tole tekmo v Kopru. Ni pa še bilo konec golov v tem prvem polčasu. Tole je bila nova kombinacija vijoličastih. Stojanović je žogo podal v prazen prostor, Ibrahimi pa je vtekel in premagal Kahlino za 0:4. Luknjičasta koprska obramba v tem prvem delu. Maribor se je poigraval in zabil kar 4 gole že v prvem polčasu. Drugi del, najprej nekaj zatišja, potem pa priložnost gostov. Tokrat je prišel do strela Salalih, ki je bil sam pred vrati, ampak Kahlina je s tole lepo obrambo žogo uspel izbiti v kot. Še napad vijoličastih, tokrat je bil spet pri strelu Salalih, ki je bil izjemno razpoložen, zgrešil vrata. Nova priložnost za vijolice, tokrat je podal Mendy, ki je bil pri žogi. Ponovno pa je meril Salalih, ampak direktno v naročje vratarja Kopra. Končno tudi prva koprska akcija na tekmi v 82. minuti. Sam pred vrati je bil Andrejašič, ki pa je tokrat zgrešil in zadev le zunanji del mreže. Prišla je še zadnja minuta tekme, izjemna podaja pred vrata. Mendy je bil sam in obšel še Kahlino. Izjemna asistenca Filipovića za 0:5 proti Mendyju in takole se je tudi Francoz veselil prvega gola na današnji tekmi. Izjemna kombinacija Maribora in zares ena izmed boljših predstav letošnje jeseni za vijoličaste. Olimpija še vedno vodi, Maribor pa je s tole lepo zmago prišel na le 3 točke zaostanka in drugi del prvenstva bo očitno še izjemno vroč v slovenski prvi ligi. Za nami je težka jesen, vsi vemo, kakšna situacija je bila pri nas. Maribor je v tem trenutku preprosto premočan nasprotnik. In ko proti taki ekipi napraviš 3 napake za prve 3 gole, taktične, potem preprosto ne gre, oni take napake kaznujejo. Kar je dobro je to, da smo imeli na koncu tekme v naši postavi 4 igralce iz mladincev, eden izmed njih je bil tudi debitant.
To je bil Dedič in lahko rečemo, da se trudimo, da še naprej dobivajo priložnost tudi mladi. Danes je Maribor izkoristil svoje priložnosti, v drugem polčasu je le kontroliral igro in zasluženo zmagal in osvojil 3 točke. Fantje grejo na zaslužen odmor, na nam pa je, da opravimo svoj posel v prestopnem roku. Mi igramo dober nogomet, to je najpomembneje. Pojavila se letos dobra Olimpija in to nas dela še močnejše. Čestitke fantom, to je bila ena izredno lepa in dobra tekma.